Spoštovani, lep pozdrav vsem skupaj. Dobrodošli na današnjo novinarsko konferenco župana Zorana Jankovića, ki mu takoj na začetku tudi predajam besedo. Dobar dan želim. Najprej se bom obrnil na včerajšnjo sejo mestnega sveta, ki se zahvalil kolega Čerinu, ki je sejo uspešno pripeljal do konca. Ne bom komentiral teh nadaljevanj pobalinskih dejanj, da se najprej vodja poslanskih skupin zmenijo, da bojo počakali do tega poslovnika, ki naj bi bil sprejet na seji v januarju, se pravi 20. januarja, in kakšen bo postopek naprej, ali se bo podžupan odločil, da bo prijavil to snemanje informacijskih pooblaščenk, še ne vem. Mislim pa, da je s tem tudi pokazano, kaj koga zanima. Imamo pač opozicijo v enem delu, kateri namen je samo delati cirkus, in vse ostale točke so očitno manj zanimive. Izpostavil bi v principu dve točki, ki kažejo na osnovo tega, kar smo naredili. Ena je ta rebalans. Vprašanje, zakaj smo čakali rebalans do konca, je odgovor o tem, da vsako leto in tudi za drugo leto, ko bomo delali rebalans januarja meseca, mi moramo dati na odhodkovni strani vse tiste predvidene projekte, ki imajo koliko toliko možnosti, da se sploh pričnejo. Namreč, če mi ne damo projekta, kot je prenova ceste Andreja Bitenca, zdaj sem si njo zmislil, lahko bi povzel tisto, ki povezuje Brdo pa Tržaško cesto, potem je tudi nemogoče niti začeti postopka, niti iti v projektiranje, niti pridobivanje gradbenega dovoljenja, odkup zemljišč in pa sploh v izvedbo. Zavedajoč se tega, da del teh projektov se iz raznih razlogov lahko zadržuje. Tipičen primer je RCERO, ker je projekt za 38 občin, praktično tretjina Slovenije, in mi še danes čakamo gradbeno dovoljenje, ker mora eno od ministrstev spremeniti dva odloka, kjer sta vložena že od poletja. Brez teh dveh odlokov ni možno dobiti gradbenega dovoljenja. Istočasno nas pa preganja rok, ki pravi, da mora biti ta center odprt do jeseni leta 2015. Zato pa pravim, da dajemo projekte not, ki imajo možnost, da se pričnejo, in paralelno s tem na prihodkovni strani vse tisto, kar mislimo prodati, damo not, tisto, kar vemo, kar ni potrebe, da bi bilo v uporabi mestne občine, in tudi sami vemo, da je stanje tržišča tako, da ni dosti možnosti, da bi kaj prodali. Vendar, če tega nimamo, če se kdo pojavi, tudi javne dražbe ne moramo peljati. In zato je pač noti pripravljeno na obeh straneh, prihodkovna stran tisto, kar želimo prodati, kar bo mogoče v 2-3 letih, in na odhodkovni strani tudi tisto, kar sumimo, da bi bilo možno končati v istem tekočem letu, pa vendar na vsaj mogoče začetek. Tako da je naš rebalans zdaj sprejet. Mislim, da je treba posebej poudariti, da ponovno poudarjam in nič ne pozabljam, da bomo letos vrnili 9 milijonov 300 tisoč glavnice kredita, se pravi od 132 milijonov se bo zmanjšal konec leta kredit na 123 milijonov in ne bo nobene dodatne zadolžitve. Mi imamo odobreno 6 milijonov kredita strani mestnega sveta, strani ministrstva za finance, in imamo tudi dve ponudbi dveh bank, ampak letos se bomo zahvalili. Poudarek je v tem tudi, da so vsa naša podjetja pozitivna. Pri vsem tem smo dali tudi denar za LPP in v holdingu bojo prvič po letu 94 dosegli to, da bojo vsa podjetja pozitivna. Šele sedaj se vidi, kako je bil premišljen ukrep, takrat, ko smo vse podporne službe iz podjetij prenašali na holding, se pravi energetike, Voke, Snage in LPP-ja, in nismo šli na nasilno odpuščanje, ampak enostavno, ko so posamezniki odhajali v pokoj, jih nismo nadomeščali. Eni so se spomnili o racionalizaciji poslovanja leto dni nazaj, predpisujejo kriterije, mi smo to naredili že pred 5 leti, pa ni bilo enostavno, ampak praktično brez ene pritožbe in brez ene afere glede tega. Vsi naši zavodi na področju kulture bodo tudi pozitivni. Čaka nas veliko želja v letu, ki prihaja, ker bomo to pokazali z rebalansom za leto 2014. Ampak če izpostavim projekte, katerem je veliko veselje, jih pričakujem, da se bojo
nadaljevali, za čim začeli, ne, to je RCERO. Računam le na evropska sredstva za te dva projekta. Eden je povečati čistilne naprave, ki ni sam za Ljubljano, pa tudi za sosednje občine, in pa drugi je tudi projekt C0, se pravi za 3 občine. Mimo grede vas vabim jutri na zaključna pogajanja, kdo želi prideti. Bomo sporočili. V mestni hiši, kot običajno, ne, imamo pogajanja z 2 ponudnikoma, tako da boste lahko prisostvovali, kako se pri nas pogajanja vodijo. Če že drugo noče prideti, boste sam lahko bili prisotni. V klubu 15 uro vam bo pa kolegica sporočila. Potem je projekt, ki je zame tudi veselje, Zaloška cesta, in nekorektno, nepravično, da ne velja, tudi tam ne velja večina 10-4 na glasovanju čez skupnosti, tudi tam ne velja, da smo bili na srečanju, kjer so bili prisotni krajani za to 4-pasovnico, ampak nekdo se je pač odločil, ne, da zdaj ni več najprej dokazoval, da je tropasovnica odlična, zdaj pa ni tropasovnica, ampak dvopasovnica. No, in ta zanimivo, ta ista civilna iniciativa, ki se ves čas pojavlja, ko zahteva, da se mora narediti na Zaloški krožišče, ne, in kaj je problem, ne, kupiti še eno hišo, po drugi strani za novo cesto, kjer gre pa iz Zaloga na Prod oziroma na obvoznico, pa sprašuje, zakaj pa imamo krožišča, da so prevelika, da so nepotrebna. Moj odgovor na to je, da pustimo stroki, da naredi svoje, in kadarkoli se vrnem iz kakšne poti, sem vedno bolj prepričan, da je v Ljubljani ne situacija izjemno dobra. Pa sem včeraj bil v Londonu, pa lahko razlagam o prometu v Londonu, ne, po kolesarskih stezah, ne, po tem, da imajo sistem bicikl, pa da sem jaz naštel v enem dopolnil 5 kolesarjev, toliko sem jih videl, pa sem bil pretežni del časa, ne, na teh pohodih, ne peš. Ne. Potem cesta, ki je zame tudi izjemno zanimiva, je Andreja Bitenca, po vseh teh letih naj bilo končana, urejena tako, da mora biti. Bili smo na srečanju s krajani, bilo jih je tam okoli 200 v gasilnem domu, predstavili projekt in tu ne pričakujem težav nobenih. No in pa cesta, ne, povezava Brda, ne, in pa Podtržaško, ne, kjer imamo še v postopku 3 razlastitve. Jaz upam, da se bo končalo v prvem kvartalu in da se bo to nadaljevalo. Na področju kulture nedvomno začenjamo, poleg projektov, ki so, se pravi Plečnikova hiša, ki teče, Švicarija, začenjamo tudi s tistim, kar mi je izjemno pomembno, Rogi cukrarna. Videli bomo, kam bo to odpeljalo, ampak pričakujem tu evropska sredstva, pričakujem, da bo naša kandidatura uspešna. In na področju športa čakamo ta razpis za Cerran Pegan Petkovšek, nedvomno bo Kolezija šla v izgradnjo in tudi bo odprta. In na področju športa 2 črni piki, ki se ne premakneta, to je plavalni bazen Ilirija, zdaj končno je Olimpijski komitej potrdil, da je to projekt nacionalnega pomena, da Ljubljana nima pokritega bazena v olimpijski dimenziji, ni prav, in upam, da bo v tej novi perspektivi tudi kaj evropskih sredstev. In pa jasno Plečnikov stadion, kjer se pa kaže, da te ozke egoistični interesi posameznikov ne pa držijo. Jaz se bojim, da bo tudi eden od partnerjev, se pravi tisti, ki vloži osebni kapital, zapustil ta projekt, potem bomo pa po 7 letih ponovno začeli razmišljati, kaj in kako. Ne. To je tisto, kar je vezan na ta rebalans, na ta proračun. Pravim, ponosen sem na svoje sodelavce in popravljam tisti komentar, ne, trdim, da imam najboljšo ekipo, ne, in se hvalim njih, ne sebe. Ne. Kar se pa tiče prometne politike, ki je tudi sprejeta in tudi objavljena v medijih pred to sejo, sem tokrat izjemno vesel, ponosen na to, da smo zdaj prišli do uskladitve nekih logičnih con, 1., 2., 3. cone, upoštevali vse pripombe v zadnjih let, kje se kaj največ pojavljalo, tam, kjer je bilo možno. Mi bi tudi dali v centru, da bi lahko poleg lastnika imel na volilnico tudi najemnik, vendar je problem, ker potem tudi lastnik ne bi mogel več kaj parkirati, namreč ta trenutek 1800 parkirnih mest, stanovanje pa 10 000. Tako da je pri tem pripravljeno
zelo dobro, tudi cenovno bi rekel ugodno. Vi morate vedeti, da ponujemo zdaj mesečni najem v garaži v Stožicah, pa na Fužinah v Čengdojski ulici po 36 evrov, kar pomeni praktično 1 evro na dan, da imamo ta odprta parkirišča po 25 evrov mesečnega najema in da imamo te cone 0,40, 0,50, 0,70 centov. Peš cona, ki je širitev, bom rekel, gre v svojo pot, kolikor je predvidena, ima dodatne razsežnosti. Konec koncev 11 mesecev letošnjega leta kaže, da število turistov v Ljubljani, in to je edina občina, ki je zraslo število turistov za 11% glede na lansko leto. Včerajšnji pogovor pri županu Johnsonu, po predstavitvi pač mesti niste primerljivi, ker London je po njegovem mnenju bo leta 2020 the greatest city on earth. Ampak tisto, kar njih zanima, pravi, da bo prišel na obisk, predvsem peš cona in pa potopni smetnjaki. Te potopni smetnjaki je bilo zelo zanimivo, ker oni imajo še vedno vreče pred trgovinom ob 10, ko jih pobira njihova snaga, tako da stojijo pred trgovinom vreče. Je pa mesto, ki je čisto in kar bi se pa jaz prav, poleg vseh ostalih, pa pravim, tisto, kar bi se lahko naredilo, predvsem ni nobenih grafitov v centru mesta in pa ni te snage s prevelikim številom džamov plakatov. Te sta dve točki nekako za to varnost in potrebujeta tisto nagrado, ki smo jo dobili v Gentu, predvsem za naše invalide in pa za varne poti. In kot zanimivost, za drugo leto pričakujem veliko spremembo pred parlamentom, ker ne bo več avtomobilov, se pravi, marca začne obnova, računa marca, odvisno od vremena, obnova Trga Republike, kjer bo postalo dober prireditni prostor sprehajanja brez avtomobilov na površju in pa končno tudi to Ribjo brv. Tokrat pa zadnje leto, zadnjo zimo bo preživela ta lesena začasna brv, ki je 20 let na tem mestu in drugo leto bomo čakali znova Ribjo brv. Zdaj sem pa na razpolago. Hvala lepa. Vprašanje na temo seveda Ljubljane. Ja, seveda, prav na včerajšnjem sejo, glede teh prodaje 4 nepremičnin ljubljanskim lekarnam, opozicijski svetniki so pač bili kritični do tega, da bi pač ta denar gre v zdravstva. Kako vaš komentar s tem? Ne drugače, kot da bi karkoli bi naredili, rekli, če se vi spomnite, mi smo pred svojimi 5 leti v skladu s statutom lekarnam pobrali dobiček. Takrat smo vzeli dobiček, ker v tem statutu piše, če nima razvojnega programa, če nima potrebe, potem pač gre dobiček mami, ki tudi skrbi po drugi strani za pokrivanje vseh izgub, kadar so potrebne te. In ta nova zakonodaja, ki je prišla, je tudi njihova želja. Namreč zelo zanimivo je, da smo na seji tudi sprejeli, da lekarna kupi lekarno od Salusa v Bežigredu, ta ni sporna, pa je podobna ali pa ista cenitev v kvadratnem metru. In je prav, da tudi kupi prostor mestne občine. Imeli smo tudi možnost, da to ne prodamo, pustimo kot svojo last, plačujemo tiste davek na nepremičnino, računamo najemnino in vzamemo tudi dobiček. Po drugi strani te isti pravijo, da eni so rekli, če sem dobro razumel, da ne se vlaga v ljudi, ne v zidove. No, ampak ti si gospe, mestni svetnici, ki to rekla, bi rekel, če bi tam rešili na urgenci pa vložili v zidove, da ta spaček ne bi stal že 7 let nedokončan, potem bi bilo to za ljudi, ne bi sedeli na hodnikih pa ne vem na tleh, ampak bi imeli prostor tako pacienti, ki so potrebni oskrbe, kot tudi tisti, ki delajo v tem objektu. In zidovi so za ljudi. Tudi, če nimaš dvorane, zdaj si predstavljate, gimnastičarje ne bi zdaj trenirali na Prešernovem trgu, če ne bi imeli zidov. Tako da ta razlaga, karkoli narediš, bi bili pač proti, ampak enostavno mi imamo tudi preverjeno pravno mnenje, da je to posel, ki je dopusten, ki je upravičen, imamo cenitev, ki to kaže in zakonodaja celo pravi, da v tej transakciji z javnim zavodom lahko to gre. In ne vidim nobenega problema,
Dejstvo je, da imajo presežek likvidnostnih sredstev, v Lekarni Ljubljana dejstvo je, da imajo veliko zadržanega dobička in je prav, da tudi postanejo lastniki svojih nepremičnin, v katerih delujejo. Konec koncev tudi to kaže, da Lekarna Ljubljana nišče več ne bo izselil iz Komenskega, to je njihov oddelek in tam bojo pač ostali. Ker do zdaj je bilo, oni so imeli ta objekt v upravljanju, so ga obnovili, ampak obenem so tudi do letošnjega leta dali prostor zunanjemu ministrstvu eno nastropje. Se pravi, iz objekta, ki ga ima upravljeno, so imeli tudi tržno dejavnost, tako da jaz tu ne vidim nobenih problemov. In sploh, ko te naše lekarne očitno je preveč uspešna, se tako veliko govori in piše, in jaz tega ne razumem, kajti 85% prihodka je iz tistega, kar predpiše, bom rekel, zdravstvo. Naši farmacevti ne pišejo recepte, ampak dobijo recept od zdravnikov. Naši farmacevti in naše vodstvo lekarne ne določa cen zdravil, ampak to je določeno na državnem nivoju. Se pravi, mi imamo situacijo, ki za vse potencialne ponudnike na trgu ista, smo pa zaradi te racionalizacije, ki je bila izpeljana, tako uspešni in tako dobri v strokovnem delu, da nas vabijo tudi druge občine. In zame največji obup to, da ni zakonodaja tako napisana, da se ve, ali lahko gre Lekarna Ljubljana v Postojno ali ne sme iti. Zdaj imamo pač dve razlagi, občinski svet je to sprejel, jaz sicer to težko razumem, da ne najde druge rešitve, ampak bom pa povedal primer lekarne v Podpeči. Kolega župan Brezovice Ropret je rekel, pa kaj te, ki zapirajo danes lekarne za 1 uro protestno. Mi smo zaprli pred 3 meseci, ampak zaprli smo zato, ker je zasebnik šel ven, ker v Podpeči ne more biti pozitiven. In sredi smo se pač našli z Lekarno Ljubljana, da je tam ob zdravstvenem domu, kjer zasebni zdravnik izvaja koncesijo, odprl lekarno. Jaz sem trdno prepričan, da ta prostor ne bi dobil nobenega druga ponudnika. In mi pokrivamo zdaj 44 enotami praktično Ljubljano in sosednje občine in kdorkoli bo vabil Lekarno Ljubljana, bojo pač ocenjevali, kako to vpliva na njihovo mrežo. In če je določena cena, če zdravnik piše recepte, pol ne vidim, v čem je problem. Jaz bi kvečemu čestitil na znanju in na prijaznosti, ki ga dajo naši farmacevti. Konec koncev sem bil tudi zadnjič v večernih urah v lekarni dežurni, tako da so res dobri. Kaj bo mislim občina uredila na mesto te fontane pri terasastih blokih v Kosedlah, ki je zdaj KPL ruši? Še enkrat prosim. Terasasti bloki, Kosedlah, tam KPL ruši eno fontano. Kakor vem, je to od mestne občine zadeva in me zanima, kaj boste uredili na mesto tega. Ne vem. To je zdaj prav informacija, tako da bom preveril, kaj se dogaja. Se bi videl, da en dan nisem bil v Ljubljani, tako da nisem šel gledati. Bom preveril. Vi ste prej omenili preveč plakatov, posebno teh jumpers plakatov ob cestah. Res je ogromno. Jaz pač stanujem v Betlijski cesti in me je strašno moteče, ne vidim ne levo, ne desno, tam so plakati, ki sploh ne ve, zakaj se gre, plakatov brez svedek, napisal spod minimalen. In je tistega plakata toliko, da je res, mislim, treba to nekaj videti. Mi smo to že, da že 3. vladi predlagamo, da nam prinese, brez da bi nam kaj dodatno plačala država, možnost, da so te službe, inšpekcije službe za enostavne objekte, govorimo za jumbo plakate, govorimo za vrtne ute, te hiške po vrtovih, na mestno občino Ljubljana. Namreč, če se spomnite, da začeli smo takrat, ko smo rušili te barake v Črnučah, ob Savi, in tam je na zemljišču mestne občine smo lahko to delali, na zemljišču, ki je v lasti države ali pa zasebnih lastnikov, to mora delati državna inšpekcija, ki je preprosto potem odgovorila, da pač nima denarja in da ima tudi večji del ne samo Ljubljane za pokriti in da ima drugih dela dost. In prišli smo do ene situacije, ki je izjemno neprimerna, da je bilo pol objektov zrušenih, pol pa še vedno stoji in rečejo, lejte, mi smo postali, in ni prav in čakamo to spremembo, to je, kot veste, tudi v zadnjem srečanju z vlado, eno od točk, ki smo predlagali, ne želimo nič
niti dodatnega denarja, samo dopustite nam, da naša mestna inšpekcija rešuje problematiko enostavnih objektov. In v tistem trenutku, če bi to dobili, ne bi imeli možnost, da damo inšpekcijski nalog, da se porušijo jumbo plakati, ki so zdaj na privatnem zemljišču in tam, ki niso v skladu z sprejetim planom, in bi bila to rešitev. Tako da upam, da bomo to doživeli, tudi to prenos na mestno občino. Načeloma je bilo nekako rečeno, da ne bi to bilo, da je postopku, ampak dokler ni spremljena zakonodaja, tega pač ne vem. Še nekaj me zanima. Mercatorove trgovine v Zagorju in v Velčah so absolutno neprimerne za trgovine. Naj še nekdo tam tja pride, pa naj to pogleda, ne vem, je to Mercator, ima inšpekcijske službe, kdo bo, je to, da pusti take trgovine. Bomo prinesli kolegom v Mercatorju. Še malo poznam tam, ne? Pa še nekaj me zanima. Litijska cesta gre skozi vas Zadvor. Zadvor je ena v večjih naselij. Ta Litijska cesta od 45. leta oziroma od 50. leta, ki je bila večja asfaltirana, pa do danes se ni spremenila nič. Ljudje je čez dan več, avtomobile čez dan več, ni živega, ni nobenega pločnika in seveda ljudje ne hodijo več po cesti, ker se ne upajo tudi 50 metrov daleč v trgovino. Res je. Se bo to uredilo? Tam je še en drug problem, še hujši, je v bistvu potem naprej Kamnolom, pa Sadinja vas, in je, kadar se dva srečata, se ne da, mi zdaj ponovno predlagamo v tem spremljanju plana, ki bo v letos šla v javno razgranitev, da bi se naredila nova cesta, ki bi šla mimo Sadinja vasi, in Litijska cesta bo v planu za drugo leto, prva faza, do Vozence, potem pa naprej. Ker je treba narediti še v Hrušci kanalizacijo, ki se veže potem na Velče, ampak bom rekel, ta Litijska cesta, s čim se zaključijo te, ki jih zdaj omenjam, nekaj sem prej omenil, Ičanka pa kanalizacija, pa v polju imamo zdaj 7 cest, ki se v fazi izvedbe, tako da začne se 2014-2015, bo pa Litijska pa Hrušca. Vsem, kar mora biti, vključno s pločnikom v Lezarsko stezo. Kakšen bo pravzaprav namen zdaj vašega že kaj drugega 14 podpisov v Londonu? Tokrat sem bil pri županu Londona. To je bil namen tega obiska. Pred mnogimi leti, na začetku mandata, sem si postavil neka mesta, ki želim spoznati, tudi županov, govorim o uspešnih velikih mestih. In če tako rečem, ostal mi je v bistvu samo še odprti, ko se želel New York, vseh teh mest da kaj naučiti. Župan Johnson je pa zanimiva osebnost, tako da je bilo včeraj kar zanimivo. Namreč, ker London pač zdaj uvaja tudi vrsto avtobusov na vodikov pogon, če se prav spomnim, tudi sami ste omenili pač to mrežo šir. Povedali ste, kaj se lahko, oziroma kaj je župana Johnsona zanimalo, kaj pa je tisto, kar lahko Ljubljana ubere iz Londona? Ključna stvar je promet, pa predvsem London je središče Evrope glede potencialnih investitorjev in jaz si le želim, da bi kdo v Ljubljano prišel, ampak predvsem z greenfield investicijo. To je bil ključ tega pogovora. Mislim pa, da se v takem srečanju, če bo uspelo, da se vrne ta obisk, da pride nazaj, da pride on tudi v Ljubljano, mogoče enim krogom potencialnih investitorjev, bilo zelo zanimivo. Je bil po Ljubljani te zadnjič leta 90, ko je bil še novinar. Pogovarjamo o enega zelo kontroverznega letališča, nekaj tam na jugozahodu Londona. Mislim, da je kar več stvari, ki jih ima. Pogovarjali so se o olimpijski vasi, kaj je to pomenilo za London, o novem letališču, o prometu v Londonu, o avtobusih, ki bi bili primerni za Ljubljano, spet govorimo o teh zelenih avtobusih, o mostovih. Zelo zanimivo je bilo tudi ta ogled tega, tako da je predvsem pa tudi na področju investicij, potencialnih investitorjih. A lahko na to temo, če ste lahko bolj konkreten. Prvič, ko ste šel v London, je bil vaš namen, če lahko konkretno poveste, kako, kaj in zakaj se je obisk pri županu, kakor imam podatke, sfižil.
oziroma zakaj ste šli zdaj še enkrat v 14 dneh, pa res nenavadno, kaj takega še nikoli nisem slišal. Pa če ste lahko bolj konkretni. Pa ste danes prvi slišali, ne, tudi fajn, ne? Pa kakšna delegacija je sploh šla prvič, pa zdaj drugič, naredite malo bolj konkretno vidno, to, kar ste govorili, kamor iz olimpijska vojska. Tako da ne vem, no, povejte, ste prišli. Mogoče za vas nima veze, za me ima pa velike veze, ne? Kar pomeni, da če nekdo v London, jaz temu primerjam s tem, ne, da so oni imeli olimpijado v Londonu kot veliko mesto, mi smo imeli pa evropsko prvenstvo v košarki, ne. To je za me čista komparacija, če vem število prebivalcev, če gledam proračun Londona, če gledam proračun Ljubljane, ne, in potem kaj je narejeno, tako da sicer je pa zelo preprosto, ne, dejstvo, ne, da če človek ne želi nič videti, ne, potem mu ni treba nikamor iti, ne. Jaz pa svetujem, da mnogo več listja po cesti pločnikih kot v Ljubljani, ne, tako da pri njih tole čiščenje listja, da gre bolj počas, ne. To sem še dal slikati, ne, ta sliko, da moram povedati, ne. Pred 14 dnevi je bila osnovna delegacija, ne, je to delegacij, ki je bil čarter Akademijo Brane Slokar, kjer so imeli v 3 dneh nastope tako v Ljubljani, Benetkah kot v Londonu. Mi smo se razdelili v mestni upravi, v vodstvu. V Benetkah je bil profesor Koželj, v Ljubljani podžupan Čerin, v Londonu jaz. Srečal sem se župano Westminster, gospod Richardson, Saro. Srečal sem se z 2 parlamentarcema in tudi na meni je bil srečan z Johnsonom v Londonu tisti čas, ne. Bile sta 2 varianti, ne, ali pridemo do njega in agencija, ki nas je vozila, je pač prepozno pripeljal, ne, tako da je on šel po sestankih, zvečer pa župan Johnson ni imel časa, bilo je pod pogojno, da bo prišel, ne, na koncert. Samo srečanje tam takrat je bilo izvrstno, predvsem gre pa za to, ne, da Ljubljana postaja zdaj s tem Ljubljana International Orchestra središče mladih virtuozov, ne, v klasični glasbi. Po napovedi vsako leto jih je tu 300 do 400, ki ostanejo 3 do 4 mesece in po napovedi v naslednjih 5 letih približno 5% teh, ki so v Ljubljani, bojo postali vrhunski umetniki na svojem področju. Dajemo neko dodatno ponudbo, ki širi tudi ta glas Ljubljane in ker takrat ni bilo v bistvu srečanja z županom, ne, je bil župan izjemno prijazen, poslal dopis in nas povabil v London k njemu na ob 9. ob 15. uri. V delegaciji kolegica Jelenčič iz protokola, podžupanja Ficko in jaz, 3. Tukaj še eno vprašanje. Glede na to, da ste vi nagovorili, da projekt stolice države in občine ne bo stal nič, pa nas zanima, če še vedno stojite za svojimi besedami. Projekt stolice se ocenjuje kot 3. največja padla investicija naših bank in pri drugih bankah 104 milijone evrov. Zdaj ste malo pomešala, ne, pa dajva še enkrat pogledati, ne. Samo v bistvu, da ta odgovor nas zanima, ne, če projekt stolice države in občine, ko ste govorili, da ne bo stal nič, če še vedno stojite za temi besedami. Sem na to. Preden mi postavljate trditve, ne, je treba pogledati, kaj sem jaz takrat rekel, ne, pa dajva se vrniti, takrat vas ni bilo na tej novinski konferenciji, ker smo zbirali izvajalca in zdaj mi hoče povedati, kaj sem jaz povedal, več veste od mene, kaj sem rekel, ne. Takrat sem jaz rekel, ne, v skladu z razpisom, ki je bil javno objavljen, v skladu, ki je bil mednarodni evropski razpis, ki je bilo odpiranje v veliki sejni sobi in ker smo zbrali 3 partnerje, ki so potem naredili grep v konkurenci z drugim iz Holandije, razlika v ceni je bila za 51% projektu 36 milijonov. Jaz se malo svetujem, da mi malo preberete, ker očitno bi se mogli projektu podučiti. Takrat sem jaz rekel, ker je bila ne v razpisnih pogojih, ampak v tekstu, da vsak od ponudnikov, ki bo ponudil denar za 51% v projektu, pove, za kakšno ceno bi zadel stadion pa dvorano, pa koliko bi to stalo. In smo imeli mi ponudbo, ne, za 82,9 milijonov evrov, ne, od Grepa in ponudili so nam stadione v Den Haagu pa v Stavangeru na Norveškem in pa dvorane Helsinki, ne, pa Stuttgart. In smo si šli to gledati. Če bi se mi odločili za točno tak tip, bi lahko dobili za ta denar. In zato sem jaz ostal občino nič. Jaz v državi nisem govoril, da bo to prvo razčistvo. Mestna občina Ljubljana ima stadion in dvorano. Trdim, pozivam, izzivam, ne najde kdo od vas, ki je cenejši po sedežu, zgrajen v zadnjih 10 letih na svetu.
S tem, da je uradno stadion proglašen med 3 najljepšimi v Evropi po standardu UEFA, dvorana je pa tak, po oceni vseh zunaj Evropskega prvenstva najlepša. Zadolžil se je za zasebni del, pa ni mestna občina, ne Stožica, ampak zasebni investitor. In njega morate vprašati, in jaz s tem nimam kaj drugega reči, zakaj pa trgovski center ne deluje, ki bi moral delovati, je pa po moje glavna krivda v bankah. Vas bom drugače vprašal, dobro me ne vprašate za Celovške dvore, ko bojo tam zgubile banke, ker so tu dale. Pa lahko še kaj odgovoriva, ker je podoben primer, če bi takrat banke dale v prodajo, dovolile prodati Vegradu Celovške dvore po 2000 evrov, ker je bila ponudba, bi imeli pri tem projektu 15 milijonov plusa. Ker so pa pustile, da brez soglasja, zdaj je šel v stečaj, Vegrad, zdaj bo cena namest 2000 evrov po metru, bo cena, da špekuliram, 1200-1400 evrov in enake za Stožice. Dali so 100 milijonov kredita, ne 104, 100 milijonov kredita in če bi banke zaključile projekt, od podpisane so 15, da bi bil v funkciji, bi se kredit vračal. Bojte kar njih vprašati. Ste zadovoljni z govorom? Še vedno stojim za tem, da mestno občino ne bo ostal nič. In meni grede vam bo kolegica poslala, vas ne poznam, ampak koliko je stal projekt Stožice? Zdaj malo testirali gremo, Koliko so do zdaj plačali? Javni podatek, supervizor, posod objavljen. A veste, koliko je stal, ki govorite zdaj v nekih številkah, 100 milijonov? Ne, tega pa ni v matematiki, ekonomiji tudi ne. Tega odgovora ni, Ampak nažalost, ko prijete, tako sprašujete. Glejte, se vam nič ročem, ampak ste popolnoma nepreljali. Projekt Stožice stal brez davka 114 milijonov. 111 smo pa dobili v proračun za projekta Stožice. Če tega projekta ne bi bilo, tega denarja ne bi bilo v projektu Stožice. To vam je odgovor. Tako da boste vedeli, o čem pišete, ali govorite, se ne vem, Včeraj vsej, ali lahko poveste, kaj glede zdaj, kaj bo novo glede za najemnike v Ljubljani? To, kar je bilo sprejeto. Se pravi, da najemnik lahko tudi dobi dovolilnico, pravilo je zelo jasno, druga cona 1+1, tretja cona 1+2 in v drugi coni, se pravi, lahko dobi najprej lastnik, pa najemnik, lahko se pa lastnik tudi odpove v korist najemnika. Pa so isti zneski tudi 100 evrov? Druga cona 100 evrov, prva dovolilnica, druga 200 evrov, v tretji coni prva dovolilnica 60 evrov, druga 120, tretja 180 evrov. Isti zneski, oziroma celo znižani, v tretjo cono. Rekli ste za Trg Republike, da se bo marca nosila prenova. Če bo vreme, lepo prosim. Koliko časa bo trajala? Do poletja. To pomeni, da od marca naprej več ne bomo moči tam parkirati? Tako je. Koliko bo postala? Kot vedno. Ko bo razpis narejen, bo se ugotovili. Seveda je ocenjen projekt, ampak potem se bo se držal, pa bo pa nekdo rekel, zakaj je projekt ocenjen neprojektansko, na 8 milijonov, potem ponudba 6. Odvisno je, kaj bojo proizvajalci. Mi vemo, kakšen kamen mora biti projekt izdelan, vemo, kdo lahko ta kamen sploh dela v Sloveniji in prvo kot premo mora tudi zasebni lastnik sanirati svoje garaže, statično, potem pa, če on pripelje to ploščo, sanira do zaključka izolacije in potem mi zaključno fazo delamo pa mi, kamen gor. Da bo pa razpis? Če marca pa bomo zdaj Bo razpis, brez skrbi. Ta je manj kot 5 milijonov, ne rabi 40 dni, 30 dni, tako da je. Prej ste rekli za projekt RCR, da mora država spremeniti 2 odloka, da bo lahko gradbeno dovoljenje. Okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo. Se bo tudi v preteklosti, oziroma to je tudi na strani od RCR zapisano, da uredbo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta in pristata, da ta močno ogroža cel projekt. In zdaj vlada je nedavno sprejela to. To je to zdaj. To je eden od 2. Ja. Kako? Gre za dilemo, ki se vleče že vsa leta, ker nekdo ne loči, kaj je organska predelava, pa anorganska predelava. In razlika je bistvena to, da se ne dela od zunaj,
in če delaš ti od zunaj, ne, že smrdi. Ne. Ta druga se dela po zaprtem prostoru, ne, in teh vonjav ni več ven. Ne. To je bistvena razlika. Ne. In takrat, ko so to delali v uredbo, ne, tega niso ločili nekateri, ki so pač pomešali. Ne. In druga je, na koliko malo se treba mleti te odpadke. Dimenzija. Še kakšno vprašanje za župana? Včeraj so naši bili na direktoratu. Ne. Kako pa zdaj ta projekt, v bistvu, kako razumem, zamuja pač po tistem terminskem planu? Koliko časa in če so evropsko sredstvo ogroženo mogoče? To morate vprašati tudi, ki dajo ta soglasje. Ne. To je tista dilema. Ne. Nekdo pač ti mora dati soglasje, mora dati okoljsko poročilo, ne, in obenem te pol preverja. Ker mi smo vse tisto, kar je bilo treba narediti pravočasno. Če se spomnite, ne, datum, ki je meni zelo stal v spominu, ne, kdaj smo podpisali pogodbo s Strabagom za izvedbo. Tako da je, ne, to je bil 27. september ne, lanskega leta, s tem, da je Strabag že vse tiste objekte, ki so bile v tej prvi fazi dokončal, ne, in predal, ne, in imamo že tudi zaključilo poročilo. Se tudi tle se vedelo, smo mi letos računali, da bomo dobili za RCR-ov ne, v prilivih ne, nekaj čez 200 milijonov evrov ne, iz Evropske unije potem naprej plačali, pa to zdaj večino stoji. Ne. Jaz upam, da bomo v januarju prišli do gradbenega dovoljenja oziroma februarja. No. Potem pač ujamemo rok. A je Narodna galerija mestna ali državna? Državna. A vi, ki veste, koliko je tista fasada, res je fasada, da to mora, da to glavno denar. Ne vem. Zdaj ta dilema, ne, mi imamo tisti, sem zadnjič razlagal, ne, 7000 kvadratnih metrov prostora, ne, v lasti mestne občine, ki jo dajemo brezplačno uporabo ne, državnim organom. In to bo to treba zdaj nekaj na novo narediti, neko novo obliko najti, ker tista zakonska osnova, ki je bila sprejeta pred 15-16 leti, da mora biti brezplačno, ne velja več. Ne. Tako da se zdaj treba z državo ponovno vsesti pa začeti pogovarjati. Prej ste govorili o vseh teh zadev v zvezi s proračunom, ne, pa s rebalansom. Seveda to že predpriprava tudi novega proračuna za prihodnje leto. Ne. Ampak, gledajte, na vseh zadevah, ki zdaj hodimo zadnje čase novinarji, opažamo en glavni problem, ki pa mu očitno, ker potem dobimo podatke od ORN-ja, ne sledi tudi mestni proračun z zadostnim številom evrov oziroma denarja. Tukaj govorimo o nekaj 10 milijonih evrov, ki bi bili potrebni, da bi se te projekti, ki so zdaj večinoma narejeni do faze recimo projekta ali celo še dlje, so že tik pred vložitvijo gradbenega dovoljenja, se pa tisti hip potem pojavi glavni problem, ki se mu reče neodkupljena zemljišča. Tipičen primer je Ljubljančka vas ni bilo na teh predstavitvah za pokopališče Polje, pa tam manjkajo praktično še vsa zemljišča. Potem za tisto novo cesto industrijsko manjkajo glavno še večina zemljišč. Tudi za tole, ki ste prej omenili Litijska, tam za Hruševsko manjkajo še služnosti, manjkajo zemljišča. In kjerkoli se pojavi, recimo za uno dol širitev Litijske s tistim krožiščem, manjkajo zemljišča. In kadarkoli se pojavi zemljišča. In dali se bomo reči, da tudi pod razno na bojo po 60 evrov, pa dobro, tudi če predstavljamo 60 evrov, če ne boste planirali v otvora na noter, ne bo nič pomagali, ker bojo mi rekli, nimamo denarja, ne moramo odkupati in se bo to spet odložili še za 5-10 let. Res, a veste, kaj še tak primer, da se odložili zato, ker ORN nimajo denarja? Povejte mi en primer sam. Ravno se bom navedel, se vlada. Ne, samo moment, vi ste navedli problematiko, ki je resna v tej državi, ne, in ki traja predolgo. Zdaj začel bom odgovarjati. Ni problem v ORN-ju, zato pa imamo tudi v ORN-ju vedno več planirano, kot se izvede, ker enostavno se ne da odločiti na prodal. Mi smo sprejeli stališče, da ponudimo vsem tistem po cenitvi enako odkupno ceno za širitev pokopališč. Sostro, uspešno končali, podpisali pogodbo z gospom Moškrič in plačali. Potem imamo pokopališče Vič in imamo pokopališče Polje. In ima vsak pravico, da reče, da tudi slučajno ne bo prodal, ne, čeprav je to zdaj v bistvu kmetijsko zemljišče, če ga gremo po Gursu gledati, ne, ker včasih, kadar nam paše to primerjate, vredno 2 evra, bomo šli postopek razlastitve. In bo trajal leto, 2, ampak bi vas pa rad vprašal, kaj bi me takrat vprašal, če bi pa njim ponudil pa 600 evrov po kvadratnem metru v Polju, v Sostrem pa po 60. Ne.
vzel sem primerjavo, tako kot vi priložno, da so bolj plastične. Govorimo o cesto, industrijsko cesto, ki pelje iz Zaloga v Prod. Ta cesta rešuje res bistven problem celega Zaloga. Tam so samo kmetijska zemljišča, kjer so tudi po cenitvah izjemno malo vredna. Mi ne moramo začeti postopka razlastitve, mi smo obvestili vse lastnike, da to pripravljamo, ker dokler ni sprejet predlog OPN-ja, ki določa traso, tudi ne moramo v bistvu parcelirati. In pripravljeni smo in tlele gre tudi četrta skupnost veliko pomoč. Na Hruševski cesti ne manjka nič, ker je vse v mestni lasti in ta problem se bo pojavil na eno cesto v polju, ker se nekdo, ki nam je že dal služnost, premislil, je rekel, ne dam več služnosti in smo rekli, zmenite se v celi ulici, pač če ni služnosti, ne moramo delati. Ta problem imamo tudi na Rakovi Jelši. Pol ceste naših, pol je zasebni lasti in če velja za eno pravilo, povelja tudi za druge. Ne more zdaj pa en prijeti rekel, ne, jaz sem pa bolj sposoben, jaz bom pa se zdaj spogajal na 120 evrov, čeprav se dali njemu 60. Pri nas je to pravilo za vse in bo pač trajalo dalj časa. Imamo pa to srečo, se bom tudi, če bo se vprašal, imamo pa to srečo, da teh potreb po cestah je izjemno veliko in če se ne bo delalo, bom rekel zdaj polje pokvališče, letos bomo začeli delati v Črnučah, pa v Sostrem, drugače pa izsiljevanje, da reče, se to je zelo zanimivo, najprej ta ista skupina, ki se bil na sestanku, pa so bili tam skupaj, kako je cesta predraga, Zaloška 8 milijonov, pa dobro veste, da najnižja ponudba 5-900, ni še zaključena pogajanja, 50 najnižja prva ponudba. Istočasno pa reče, pa ne da 10 milijon za uno hišo govednikov, pa ne se reši. Prvo zanima me, kaj bi pol vi v medijih rekli, če bi kako z lahkoto ne dal kar milijon, da se reši hiša. Jaz pa trdim, da poskušamo prodati čim dražje, ne kupiti čim cenejše. To je moje stališče in dokler bo tle bo tako stalo. Škoda, ko vse ni bilo, ampak že zač pa počakamo na komentarje, pa bo prav, da je tako. Ob tisti cesti industrijski je bilo hkrati povedano glavni problem. Nimajo plačan še za Snebersko cesto nazaj in isti lastniki seveda so rekli, dokler Rumena dobimo, pozabite vi na to, tožite nas, pa ne traje pokrče. Ampak gledajte, to ni način. Iz tega leta. Ja, ne vem, kdaj je bilo tisto. Povejte, iz tega leta. Vse ni važno, občina mora plačati, pa ni važno. Pa ste vi sigurni, da imajo prav? Ne vem, jaz to skodo za komentar, prosim. Zato vam pa jaz odgovarjam še enkrat, da če kaj ga pa ni enega v Ljubljani, ki bi rekel, da ni mogel do mene prijeti. Na teh dnevih odprtih vrat za občane imamo zdaj v tem trenutku 3 teme. Niso več vrtci, ker vrtce smo očitno izjemno dobro obdelali, da je čakalna lista izjemno kratka. Prosim. Pa ni potrebe, ni narejene. Vi meni povete, koliko otroki odzuni, gospod Petkovšek, ker se toliko zastopite, vi, ker ste iz Domžal doma, podotikni. Še kar še drugi dodela, dokončan vrt, sem pa govorim o problematiki, kdo je prijel. Imamo problem stanovanj, neprofitnih, to je ključna tema kot taka. Hodijo zaradi raznih zemljišč, knjižnih stvari in za tole Snebersko cesto jaz nič ne vem, da bi kdo kaj prišel, da bi kaj hotel, da nimajo plačen, že toliko leta pa imajo prav. Običajno je drug problem, da je bilo pred leti, govorimo pa to kar nekaj let ali pa 10 let nazaj plačeno, pa nekateri ne priznajo ni dokumentov in potem se to išče. Ne znam povedati, vam bom pogledal tudi za Snebersko cesto. Koliko kvadratnih metrov je bilo podkupljenih v Sostrem? Skoraj 8.000. Za dost. In za parkirišče in za kar nekaj desetletij naprej. Po 60 evrov. Tudi za kakšne naravne nesreče, ki je velika recimo. Po 60 evrov. Pa tudi tam so hoteli mnogo več. Vem, poznam to zelo dobro. Mnogo več. Če bi bilo fajn, če bi mogoče komentirali, ti predvsej ste dobili pismo nekdanjega predsednika Četrtne skupnosti Gorana Iskriča po podsvetniki v zvezi s tem režimom zaprtih cest in oni zahtevajo omilitvene ukrepe, ne pa zdaj, ko omenjujejo okrog 100.000 kvadratnih metrov novih zaprtih površin s strogim režimom in seveda prav, da s tem izganjate ljudi, ki tam živijo in omogočate življenje in poslabšujete razmere v škodo na račun boljšega izplena justice. Pa
bi bilo fajn, ker komentarja žal ni bilo pa fajn, če poveste lahko. Z lahkoto in z veseljem, ne. Namreč, o novih peš conah, da jih je 100 000 kvadratnih metrov bilo zelo dobro, ne, ker vsega skupaj, ne, jih je toliko, ne, tako da gospodu Iskriču, ne, govorimo o teh 10 hektarjih, Petkovško nabrežje je bilo zadnja tista cona, ki zaključuje celoto. Mi smo šli in smo rešili, tam je 8 garaž, 6 rešili, ne, 2 sta nerešljivi, ponudili smo alternativo, da dobijo brezplačno, ne, čez cesto Resljevo, samo na drugi strani, tam, ki je bilo včasih plesna šola Jenko, oziroma na Krekovem trgu ali proti plačilu garažnih hiši. In to, da omejujemo, jaz celo trdim, da vrednost nepremičnin raste, vedno več ljudi v tem centru mesta. Zdaj njegovo mnenje je, da na račun gostinstva, pa jaz govorim drugače, da ljudje tam uživajo. Govorim o Ljubljančanih, govorim tudi o obiskovalcih, vključno tudi z njim, ki tam živi. Zdaj pa vi meni povejte rešitev, tudi njega bom vprašal, omilitvene ukrepe. Že ko je bil predsednik, skupaj se pogovarjali, kam bi zdaj dal avto, če bi se pripeljal na mestni trg. Zdaj imamo mi to področje, ker je izjemno obljudeno predvsem z veliko otroki, ki so varni, ki nima več težav, veliko starejših, veliko je tudi zdaj novo otvoritev trgovine tu čez cesto, ne, kaže, da tu trgovino se vrača. In jaz trdim, ne, da če bi zdaj naredili, ne vem, neko obliko ankete, ne, koliko procentov je, da ponovno odpremo center za promet, da ne bilo več kot 5%. Da pa on v svojem pogledu, bom rekel, za svoj avto ne najde rešitve, ne, se enak velja za Breg, pa enak velja za mestni trg. Ja, in naj pustimo nazaj avtomobile, to predlagate vi. Očitno ga niste prebrali. Sem prebral jaz tisto. Sam povejte mi rešitev, kako si to zamišljamo. Jaz pa počas vozim, mene pa spuste čez, kako ne naredimo, ne? Ali pa jaz imam pa... Da ne more do svojih stanovanj. Ni res. Ni res. Ne more biti prav, da je izvedeno vse čez za dostavo, to ne more biti prav. Ja, to on pravi, ampak do zdaj to velja povsod, zakaj bi bilo pa različno pri njem? Ne se on hoče, da bi se povsod to umilili. Ne gre, ne da se umiliti. Daj vi meni povejte, kako bi to izgledalo, da bi zdaj en prišel ob 2, drug ob 3, tretji ob 5, ne gre več tega, ne. In ta čas za dostavo, ne, ljudje so se že privadili, on to zdaj razlaga spet zaradi sebe, ne, ima možnost pripeljati avto, no, če ima garažo, pa bi se, da nima garaže, ne, kot take, ne, odpeljati tam do 10, ne, vsi tisti, ki so imeli dovolilnice, ki imajo parkiranje, dobijo dovolilnice, ne, samo čez cesto. In v čem pa je to problem? Samo čez cesto brezplačno. Na drugi strani Resljevi. Istega nabrežja, tako da. Ampak to je njegova pravica, ne. Se tudi vi ste pisali, da gospod Ljuban zdaj ne rabi več 3-pasovno Zaloško, zdaj je že 2-pasovno dost, ne. Na koncu sploh ne rabimo ceste Zaloško spreminjati, ne. In zdaj vsak pač ima svoje mnenje, pa jaz pravim, pustimo stroki in jaz mislim, da je ena največja pridobitev, ne, tudi če se gleda zadnjo anketo, ne, prebivalci Ljubljane postavljajo prav zaporo mestnega središča na prvo mesto, kot največjo pridobitev. No, če že o stroki govorimo, tista hiša, o kateri ste prej omenjali, ne, že leta 1984 je ZRMK dal poročilo, da je tisto bajta najboljš podarit, ker je nima smisla vlagati, ker je tako vlažno, da potem je bilo pa streha narejena. Zakaj že? Ne vem jaz to pa. Če govorimo o stroki, dajte celo upoštevati. Ne vem jaz, kaj je bilo pred 30 leti, ne, me vprašajte me kaj za krajše obdobje, 7 let nazaj, ne za 30 let nazaj. A je še kakšno vprašanje za župana na temo Ljubljane? Ni več. Mene zanima, premijerka Bratuškova je s obširno delegacijo v obisku v Rusiji. In da se ne bo srečala ne s predsednikom Putinom, Medvedev, ki bo pa sprejel ne v vladni palači, ampak v rezidenci, se pravi, nivo obiska je znižnosti. Me zanima, kaj vi menite o tem, ali je to slabo, recimo, če bi vi premijer, bi prišli do Putina. Zakaj sploh? Kaj me sploh sprašujete? Jaz nisem šef protokola in to je ena stvari, ki se res ne spoznam, tako da dajte vi vprašati kar na vlado tole, ne. Nimam na to odgovore, tudi ne vem, kaj bi povedal, ne. Glede na to, da je on bil prva, zato sem vas vprašal. Jaz sem nas prvi v mestni hiši. Kako pa gledate na to predstavitev slovenskega gospodarstva oziroma tega zadevca v Milanu, v Avstriji, no pa da je tudi v Moskvi?
Ne, vsaka predstavitev možnosti, ki imamo, ne, in odpiranja meja je zelo pomembna. Jaz te zadeve sam pozdravljam. Jaz vidim v bistvu te največje investicije v Londonu, razen olimpijade, ampak te največje posamezne investicije v Londonu, ne. A vi veste, kdo je investitor? Kitajci. Isti, ki je dal denar za džamijo, Altani. In gre na milijardo. Ne? In to je tisto, ne? Enostavno, ne? Zakaj se nekdo odloči, ne? Kaj mu to pride. Jaz mislim, da takih obiskov je potrebno čim več, ne? Na vseh nivojih potencialnih investitorjev, ne? Z vseh držav, Zahodna Evropa, Rusija, Azerbajdžan, Turčija. Tako da, to je samo za pozdraviti. A vi, kaj veste, koliko je recimo investicij Slovencev v Srbiji? Ne vem več. Lahko preverjam podatke, ki jih imamo od Gospodarske zbornice, takrat sem vedel, ne, ampak zdaj recimo Gorenje je zelo pomemben investitor v Srbiji in zelo dobro sprejet, zato vem, ker sem govoril s predsednikom njihove vlade, veliko zaposlenih in to je ključna zadeva. Ne. Koliko je pa številka, pa ne znam povedati. Ne spremljam tega podatka. Smo že pri teh tujcih, zdaj, ko ste dali poročilo mestnih svetnikov v zvezi z Azerbajdžanom, mene je zelo presenetilo, da ste se srečali z ministrom za izredne razmere. Jaz kaj tako želim, še nisem slišal, da bi ustavil minister za izredne razmere. In pa ni podčitno to je, ampak to veliko ve, ne. Če minister za izredne razmere pomeni, da je tam demokracija na zelo visokem ravni. Tako da meni se še vedno zdi, da čisto vsak denar, ki ga pripeljamo, pa vendarle ni vse en kakšen je, tako da ne povedati, kaj se misli. Gospod Petkovšek, če vi niste slišali, ne pomeni, da ni dobro. Jaz moram drugače povedati, ne. Spet tako negativnim prizvokom govoriti, za izredne razmere ne pomeni izredne razmere vojne razmere, ampak pomeni izredne razmere v primeru nesreč. In ta minister je drugi najpomembnejši človek v vladi, to je njihova razlaga, ki skrbi za to, da to, kar se je država odločila, da bo v 6 letih imela več kot 50% priliva v proračun izven nafte in plina, spada nekako k njemu. Pomeni izredne razmere, ne, da pa njih ne bo lakote, da je odločitev, da bo naredili 5000 hektarjev krompirja. To so izredne razmere. Ne. Tako da je minister izjemno pomemben. Je pa tam v bistvu drug red, to pa je dejstvo, ne se ve pač, kako gre odločenje. Ne. Zelo zanimivo, ne, jaz nisem uspel zvedeti, ne, koliko je proračun Bakuja. A sploh imate proračun, veliko imamo zaposlenih, ampak odgovor je bil tak, ne, to, kar rabo, ne, kar se dogovorimo, to dobimo. In tam je država kar povezana, pač pa gre. Ne. Mi bomo zdaj naredili nov park, ne, park stane 22 milijonov evrov, čez en let bo park narejen. Ne. To pomeni izredne razmere, ni to, kar ste vi mislili. Ja, pa je polno jazdenil to. Tako ga imenujejo, kaj pa jaz vem, zakaj ga tako imenujejo, jaz tam ne postavljam. Bil sem pa pri njem pa izjemno, v bistvu zelo zanimivo, ne. V tem času smo pri njem govorili več o gospodarskem razvoju kot pri ministru oziroma sekretarju za gospodarstvo. Ne. On je več povedal, kaj so plani in kaj teče, ne. Tako da zelo zanimiv pogled. Hvala lepa. Lepo se imejte. Prijeten dan še naprej.